Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast podrobnosti, epizoda, številka, to bo treba prav razmisliti, da vidim, kaj je 84. 84, res je. 84, ja, kje sem že? Evo mene, evo, iz Beograda, frišno iz Beograda. Aha, Ja. si bil na kolektivnem dopustu, lepo. Mislim, vikend je bil, no, dopust se slišiš, dopust se del cajta slišiš, ampak ja, vikend v Beogradu, kar nikoli ni slaba stvar, no. Tako da. A je kaj veter pihal? Ne, presenetljivo ne. Kičasto lep vreme je bil, po noči je malo dežval, iz sobote na nedeljo, to je bilo pa to. Ne, hotel sem reči, ker če bi veter pihal, pa bi ti prav prišli let's doodle hoodie, a ne? Bi ti Ja. prav prišli s kapuco. A si longboard za sabo mogoče Beograd? A si bil v Beogradu, si no, to pa, tok nor pa nisem. No, Pa okej. res, ja. No, evo, probo sem narediti en segway, pa mi ne bo rad. V glavnem, tudi današnjo epizodo podpira Let's Doodle, let's-doodle.com, let's-doodle.com je ena mlada slovensko podjetje, ki izdeluje full hude hudije. Zanžetov smo dobila in smo jih pomerila in so res 1A. Anže jih vneto nosi ta hudi kadar longboarda, tako mu rekel. No, jaz še nisem prišel daleč, ampak bom kmalu longboarda. A bomo šla enkrat skupaj na slovensko obalo, tam ko je zdaj od Izole do Kopra? Ja, valjda, Izola Koper, to je treba. No, tam nekje, evo, konc junija enkrat, če želite videti 2 metraže, kako izgleda kot longboardata, pridite pogledat, evo. Drugač pa Let's Doodle, zdaj po novem izdeluje tudi puloverje, ki so, se pravi, pač puloverje hudi, brez kapuc, v glavnem, in za vse tiste, ki pa poslušate to epizodo, pa tako kot že v prejšnjih epizodah sem omenil, 20% popust, če pri check-outu na njihovi internetni strani upišete kodo podrobnosti. Tako. Danes pa weird zadeve številka 15, ne? Ja, mislim, da je 15, ja. Kdo bi si mislil? Pižamc je napaljen, ko sto mater, tako da ga bo treba danes nazaj držati, imam tak feeling. Dej povej še prej admin, no? Ja, tale podcast je seveda del mreže Aparatus, kjer je še par podcastov, tudi Glave, ki ga delajo jaz pa Pižamc in ostali, ki se pridružujejo randomly. Vse to najdete na aparatus.si, lahko nas pa seveda tudi podprete, to največ pomeni, to pa naredite tako, da greste na aparatus.si, poševnica podpri, pa pri podrobnostih omenimo še našega služen strokovnjaka, ki upravlja z Twitter računom Aparatusa, pa viš, skor mi je rad. Skor, čim je ta počrtaj v glavi, to mu vse noter pusto. Podrobnosti počrtaj si. Danes mi je služen strokovnjak pisal, ker je pozabil password od računa, tako da že spet samo voda. O ne, že spet. Evo ga. Pozabil sem, da čim ga omenim, se začne oglasati, ko so verz zadeve. V glavnem, to je bil admin, Boki. To je bil admin. Manifestiral sem se v tvojem kulju. Daj ga bližje mikrofonu, da se me bolje sliši. Ja, v redu, evo, to je pa dobro. Daj se ga pa v navodo spiti. Kdaj smo se norce delali iz Mita Trefalta in unga njegovega lika? Da smo se že delali norca iz Mita Trefalta in unga njegovega lika, starega človeka. Glavno. Oh, wow. Če mene vprašaš, bo tega prebičati malo tega sužnega, če spreč O ja, to mi deli. Oh, God, povej, kaj danes delamo, pa da štartamo. V glavnem, ja, to je to, no, weird zadeve, številka 15. To sranje. Štarti zadevo. Ok, v glavnem, Pižamca si tu. Ej, Žo, evo, glih sem počel, sorry, po vodo sem si šel. Ste se kaj tasga pogovarjali? Ne. Ja, Samo intro. Ja, da, bom poslušal. Lih prav si v letu. V glavnem, drugač si v redu?
V redu, rahlo neprespan, ker se je včeraj kolega poročal, ampak v redu, tako, pripravljen na nov delovni teden in ta teden mislim, da dobiš ne samo 4 osnovne šole, tako da, oziroma ne, jih 5, čeprav ponedeljek nisem nikjer. Tako da, če sem napaljen, še 3 tedne pohajkovanja med prvošolci do devetošolci, ampak je kul. A zmatra ful to? Niti ne, veš, dejansko ti da energijo, veš, ko vidiš tiste tam male, kako spremljajo, kako se ti pol režijo, krohotajo, kako sodelujejo tudi, kako najbolje pa polno, ker z večine šol tako dobim pol po enem tednu mail, da hvala, ker ste bili tukaj, ker ste tam male toliko zmotivirali, zdaj že cel teden hodijo v knjižnico in je 3-krat več kot običajno in pol dejansko vidim, da je tisto, kar sem tam naredil, pač da ima na meno. Ker meni se zdi, pač te obiski so zato, da veš, kaj jim učitelji razlagajo, knjige so cool, knjige znajo biti zabavne, so oni ima, dajte star, kaj ti tle meni za neki težišne. Pa pride en bajs, pa pove, nekaj pa poslušajo. To je ta teža mojih besed. Super. A si že bil kaj na Koroškem gor? Na Koroškem sem bil, zdaj sem bil ravno v Vuzenici. Vuzenica, ja. Vuzenica. Čeprav to mislim, da se smatra že kot Štajerska, če se ne motim. Sam moš pa čez celo Koroško. Bil sem tudi in v Slovengradcu, bil sem v Mežici bom, tako da sem še bil sem v Ravnah. V Dravograd te še ni povabil, kaj? V Dravograd me pa še niso povabili, ne. Okay. Tako da lej, pa glej, 5 polet, ne, poišči svoj učitelj za slovenščino z osnovne šole, pa ji povej, da poznaš enega hudega modela, ki bi prišel kaj na šolo povedati za cash. Okay. Ali to, ali pa v Dravogradu ne berejo. Ne, sploh ne vem. A si bil kdaj že v Dravogradu, ti že? Ne vem. To je še hujši odgovor, kot da bi rekel ne. Sploh nočem disati, ker meni so te lokalpatriotske itak brezvezne. Ne veš, tam je, mislim, da je Relax World Headquarters. Tako je. Vse mesec, zdaj sem se men pela, sem videl, bilo pa noro. Koliko je cest, koliko vam cest gori rihta, to je bizarno, tako res stojiš na vsake vsake 20 metrov pa čakaš 15 minut, da pa pomahajo, pa greš naprej, ampak avtoceste še zmerno avtomel. Ja, po mojem bomo se prej z avtomobili, ki po zraku vozili, koliko pa da bomo avtoceste pozabili. To je tako, kaj je to že to, je to na 16. razvojni krak, ali kjer že ne? Ja, 36 prej. Zdaj, Dravograd. Mislim, da moram začeti navijati. Hashtag cesta do DG. Ja, pa ne, se Dravograd je cool drugač. Dravograd je res nimaš tudi nekih hudih, pač kar se gor dvigaš iz Velenja gor čez hudo lukno, da priješ gor do vrha, ne, do kaj na vrh, Mislinja, ne. Mislinja. Se pravi, tam tisti, kar so vinki, pa naprej itak ni, ne. Ne, tam bi šlo, tisto je problem, od Mislinja do Velenja. Sploh, ker se ti natapela gospa noter na serijo v avto, ne. Čeprav zdaj našto pa več, zdaj se kar na prevozi pika ura ga zmen. Stari, jaz nekaj povem, ko si lih to zaumenil. Jaz sem tudi takrat ti so bile ful zgodbe tada, če se voziš sam skozi hudo lukno, veš, ne vem, nekdo, kar zraven sede, pa to. Jaz, ko sem igral v Laškem, eno sezono, sem pol večkrat šel, recimo, čez vikend, po tekmi, recimo, kakorkoli sem šel domov, v Dravograd. In veš, ko se voziš tam skozi, vedno tisto kao Urban Legend, pa to se malo spomniš, pa se ne smejiš, pa se sploh ne spomniš, pa karkoli, ampak jaz sem takrat dobil enkrat, mislim, da je bil mogoče moj prvi avto. Je nek Opel, en star Opel in imel take sedeže noter, neke prevleke, take ful čudne, take pisane, šuškave, neke, ne vem, v glavnem, to so 90, pa to, veš. In jaz ne nikoli pozabil, da sem se vozil tamle in greš mimo ene stare hiše, ko si tamle v tistih hudi luknji. Jaz, ko sem bil mali, mogoče kdaj, da so mi starši govorili, da tu pa kao se ti pa zgodi, da nekdo se zraven sede, pa ne vem kaj, ampak jaz sem takrat iz fore, pa neka taka svetloba je takrat padla, ker sem se vozil 12, enih po noči, ne vem, na avto, noter in zdaj te pogledam, ti si sedeš in ker sem tisti avto dejansko prvič vozil, ker sem ga imel lihene par dni, je izgledalo, kot da nekdo zraven sedi. Ker je tak majke mi presežen. A si pol mogel globinsko čistiti svoj sedež? Ne vem, če sem se hitro pelal po noči, ker si zahodil luknjo sam, tako da, veš, ko te org prestraš taka stvar, ko tiste pol sekunde dejansko misliš, da je nekdo, pa sam tisto, ko te malo putne, veš, pa sam začeš, pa da si nor, ampak ja, tako da za pol sekunde se je pa res prikazala tista stara bela gospa, kaj so že rekli, tako da, Anže, pižama pazi, ko se voziš tam gor, nikoli ne veš. Ja.
V glavnem, zdaj smo, to je tudi prva ver zadeva, lahko rečemo. Zdaj pa, Ta je bila komunalna. ja, zdaj pa uradno moja prva vir zadeva. Pižamc, tu mislim, da se Štik meni pridružil pri tej vir zadevi. Anže Tomič je na Val 202 komentiral Eurovizijo. Pa to se zdaj tako sliši, to se drugače sliši, kot je dejansko bilo. Pač to ni. To ni uradno moja prva vir zadeva, ampak vseeno je bilo weird. Zato, ker res nisem vedel za to, nič nisem vedel. In jaz vidim na Twitterju, neki tvitaš v Euroviziji in pridružuje se Pižamc. In jaz pogledam, sem rekel, pa dobro, kaj je to? In pol se prek telefona povežem na Val 202, začnem poslušati in slišim Anžetov glas, ki so komentira izvajalce. Ja. Zdaj mi malo, si povem, odkje je to, kaj, kako, zakaj. Je ne, pač Šalehar, /Mihi, ne. Toplovodar. Je pač to delo. Jaz sem bil tam, sem bila zmenjena, da tudi jaz pridem, ker pač izmeram so tudi ljudje, ki pomagajo. Tam sta bile še ena Uršula pa Maja, ki sta ful fajn delale. Jaz sem pač po nesreči z realnem svetu. In mi je Polan rekel, da je prid noter v studio, pač, ker tam je šipa, med režijo pa studijom. Kao, da bi malo Twitter fural, pa to, pa mu tam pomagal, ki ima tako 7 ton zapiskov. Noč pa me pa začel stvari sprašovati in pa kar ne vem, kaj sem mu je zdraven. Pač. To se zdaj sliši, tisto, da ne pozna, pa misli, da bi rekel, zihar si se v štulu. Ja, ne, res ne, jaz sem res prišel, ker so se že prej pogovarjala, ker se je vedel, da bo on to delal, pa rekel, da je let, pa bomo kaj skup, pa ampak ni bilo nekaj ekstra mišljen, da bi jaz karkoli govoril. Zato se tako sliši, ful ni bilo nekaj ekstra plana. So bili pa odzivi relativno v redu. Super. Evo, ko smo omenili Eurovizijo, meni je pa to glih danes ven vrgel na Facebooku te spomini pred 2 letoma in mislim, da je to še zmer najbolj lajkan moj post vseh časov, ker sem pred 2 letoma, ko sta bila Mareja in sem dal, jaz sem pripravljen rej požen in sem slikan s slušalkami in sicer z unimi gozdarskimi protihrupnimi. Ja. A to je res najbolj lajkan je ta? Mislim, da je, sem dal tle link, pa ga bomo pa še dal nekam. Jaz se spomnim te, jaz sem lajko, bum. Jaz pa ne vem, če sem, ker mi tek spet počas dela kompjuter, tudi nič ne moram pogledati. V glavnem, kaj smo reči? To sem hotel še vprašati, že. A je po zasluženo zmagal, kdo je zmagal? Romunija ali Bolgarija? Kdo je že ne, Portugalci. Portugalci, veš, ko nisem spremljal. Ja. Romuni so bili kao ful dobri, ali kaj? Ja, ampak itak je, kao Portugalci je bil ful zicer. Je pa res, da so ga jaz Šalehar označila za prevaranta. Zakaj? Ja, tudi smo Karoli ali neki klicali, pa je rekel, da on vse fejka in pa smo imeli celo debato, da kjer prevarant je. In to bo na konci pa zmagal, tako so bili mi 2 tepca izpadla, ampak ne slavega. Ful je luštene je bilo, meni je bilo v bistvu redo, tudi odzivi, ki so nekaj, so bili dosti fajn. Tako da ja. Ja. Glavnem. Okay. A zdaj pa dejansko uradna prva weird zadeva. Prva weird zadeva, ja. Okay. Prav, Anže, tisti chat meni zažene nekak spet ne, tako da jaz bom kar povedal, pa bomo že pa dal link. Okay. Sej tak ni, ne vem kaj takega. V glavnem, ja, da sto, jaz vedno rad znanstveniki začnemo, ja. Da so pač znanstveniki, pa dobro, imena si lahko itak tisti linki preberete, ko se hočete, ko je zanima pa to, ampak ja, so odkrili eno vrsto žuželke, oziroma gre za gosenico molja, ki je oziroma ki razgrajuje plastiko. In se mi zdi tako zanimivo, recimo, ko sem tukaj že potoval okoli, pa recimo, ko vidiš res te države, ki imajo malo večji problem, recimo sploh z nekako organiziranim odvažanjem smeti, pa tako naprej, recimo, ne vem, Afrika sploh, ko vidiš tiste mase in kupe ene plastike, ne. Se mi zdi, da to je taka, na koncu je taka res zanimiva rešitev, recimo, ker tudi v tem članku pišejo, da bi bilo v bistvu lahko, oziroma že delajo na tem, da bi to vrsto žuželke, oziroma te vrsto gosenice res množično razvili toliko, da bi lahko jo uporabljali za razgrajevanje plastike, ne, ker je v bistvu se hrani točno na določeni kemični sestavi, recimo plastike, sploh tiste, ki jih je največ na svetu, se pravi tako malo vrečke, pa za hrano, ko se zavija, pa te stvari. Ne? In tudi take stvari potrebujejo več 100 let, da se potem razgradijo. Recimo na svetu na leto se naredi oziroma ustvari, oziroma pridela kakorkoli že več kot 80 milijonov ton takšne plastike, ne? Neki polietilin, ali kako rečejo temu.
In to je pa ta gosenica Galeria melonela, ki pa lahko to razgrajuje. In se mi zdi to zanimivo ena slika zraven, ko boste lahko pogledali v linku, da v bistvu pol ure so dali v eno plastično vrečko, koliko je že razžrla lukenj, ena sama. Tako da se veliko dela na tem, da bi tudi to pač spravili na en tak nivo, da bi lahko potem se odvrgla ena masa teh ličink oziroma teh gosenic na te odlagališča in da bi to razgrajevali. Ker to je vsaj za enkrat zgleda kot najhitrejša varianta, da bi se lahko bio razgradila, se pravi plastika, ki je mase in mase in mase po svetu. Recimo jaz, ko sem bil v Gvineji, ker vidiš, ko se voziš tam po mestu, ko na Krijo je recimo kilometer in kilometer zelo lepe pleščene plaže, ampak ne moreš vedeti, koliko je tu ene plastike, se pravi, se ne da niti hoditi, kaj še le plava v tisti vodi. Se pravi, kaj je bila študentska arena prej tam? Ja. Škisova je bila, škisova. To je to. To sem v bistvu odkril in pač vedno razberem take zanimive članke in sem pol to nekako, ne vem, kako sem to zvohal in kako sem prišel do tega, ampak bom dal link zraven, tako da tisti, ki se pač mogoče malo zanima. Mogoče bojo kolegi iz sorodnega podcasta, govorijo o pajkih, pa o živalih, pa o mikrobih, pa ne vem, bo njih to zanimalo. Kaj je, pozabil sem ime podcasta, že pomaga. Metamorfoza, tako je, ja. Ko zdaj dela zelo zanimive podcaste o dinozaurih, sem poslušal, ne vem, če si zasledil, ful zanimivo. Sem videl, nisem še poslušal, ampak sem videl. Ja, da se bi dalo kaj na to temo v prihodnosti mogoče reči. Tako da ja, to je moja prva zadeva. Bom dal link zraven, evo. Okay. Kdo je naslednji? Kaj smo sploh rekli? A se lahko jaz urinim, ker imam super navezavo. Organski prehod. Ja, dober segway torej, kot Slavko Jerič, v glavnem povej naprej. Tako je. Tudi jaz rad berem take stvari, povezane s hrano. In tukaj imamo namreč, zdaj tako, ste slišali kdaj za te body farme, se pravi za te kako bi to rekel, ne več kmetija trupel, ampak to, kar imajo te razni, te resnični CSI-ovci, ki pač pustijo trupla tam v ograjenih prostorih in potem opazujejo, kako razpadajo, kako vplivajo določeni okoljski vplivi nanje, da imajo potem policisti, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, dejansko neke reference. Sprav, da tisto, kar mi vidimo, da tam Ted Danson v zadnjih delih CSI-ja, ki je omenil, da to ni bilo iz trte zvito, ampak dejansko sloni na preverljivih dokazih. Ja. In zdaj smo pri hrani, da kopitarji, zdaj ne govorimo o hokejski dinastiji, ampak govorimo o teh malih živalcah, bambijih in vseh drugih luškanih gozdnih prebivalcih, za katere so jih že kdaj videli, tako da so jih ujeli, da so glodali kakšno kost, ki so jo kje najdali. Zdaj pa so prvič na eni od teh body farm fotografirali srno, ki veselo gloda, se prehranjuje z ljudmi. Sicer razpadlimi, ampak ja, tako je uletela in to je pa se zdi zabavno. Sicer je to bilo truplo, ki je že bilo 182 dni, tako da dejansko je samo še kosti ni bilo več mehkega tkiva skoraj nič in je uletela in je si postregla in tudi oni so opisali kot da je držala kost v ustih kot cigaro. Čak, samo ni tako, da ni srne jejo načeloma sam rastline, ne? A ni tako? Da se pravi, da so te raziskovalci, oziroma znanstveniki so že ugotovili, da srne občasno glodajo kosti drugih, se pravi živali, se pravi ne ljudi, ker tako dobijo fosfor, kalcij, natrij pa druge minerale, ki jih pozimi ne morejo dobiti svojo prehrano. In da dejansko tudi srne občasno jejo meso, tako da dejansko kakšne drobne glodalce ali pa ptičke pojejo. Tako da otroci Bambi je bil tisti, zaradi katerega ste vi brez kanarčka. Meni je ful všeč,
na tem linku, ki je kaj, IFL Science, ok. Dobro, ja, ampak ima pa tako dejansko zato, ker je to bilo objavljeno v Journal of Forensic Sciences, ne, tako da to dejansko je en od unih 3 normalnih člankov, ki ga najdeš na IFL Science. Ampak meni je fuldoar, ki je prvi stavek, for the very first time scientists have photographed a deer gnawing human remains in what is quickly becoming a PR disaster for Bambi. To je smešen. To je dejansko smešen. Ampak ja, wow, okay, to je pa kar, malo zlom možgane, no. Zdaj upam, da dosti otrok ne posluša to, kar se jim čist frderbo tisto, kar so preverili za Bambija, koliko je luškan pa fajn. Kolikor jaz otrokom frderbam zgodbo o trnjulčici na bralnih značkah in ta Bambi ne seže do kolen. Nič ne bo pomenil, ja. Wow, to je pa res je... Ja, ne vem. Tako da, ja, lejte, če gledate zapiske, pa ste slučajno zdaj, ne vem, na Horsu, ne, ali pa na Hot Horsu, mislim, ne na drogi. Sem si nekaj rekel, če ste slučajno na Horsu. Se ne vem, kjer je slabši. Tako bom rekel, če ste slučajno na Hot Horsu, ne odpirati, da ne bo slika, da na avti krivi, če ste pa slučajno na Horsu, pa, welcome to the beautiful world of another paranoia. Oh, wow, ok, ja. Ne vem, kaj me bolj moti, ta Bambi, ali da si ti na eni točki rekel, če ste slučajno na Horsu, da je to casual. A to misliš, da je demografija poslušalcev weird zadev? Ja, mislim, da, glede na to, da smo krat z Bokijem šli skupke na Hot Horse, tako da mislim, da... Ja, ok, to je dosti res. Ok, pa bom pa jaz bom pa zdaj, bom tudi šel na moja znanstveno, ok, imam celo normalno, pa sta dve, ki sta res bizarne preveč. Tako da ja, ok, na Irskem je nek otok, ki se mu reče, in zdaj bom seveda to prebral, in zato, ker je to Irska, se valja tej stvari, da se čist drugače izgovori, kako se napiše, ampak mislim, da je Achill Island je, I guess, ACHILL, tako da je neka pač Doag plaža, ki je bila do leta 84, ne, do leta 84 je bila peščena, ne, pač peščena plaža, sicer na Irskem, kar pomeni, da je točno, ne vem, 2 dni v letu, dosti toplo, po moje, da se lahko kopaš zares. Ampak je pač ta plaža pač peščena, ljudje so bili gor, pa pač leta 84 so prišle neke nevihte, brutalne, in so ves pesek pač odplaknile. Tako dejansko ta 84 je bil pesek, pa ni bilo več peska in so bili zdaj samo kamni. Tako da v bistvu je izgledalo, kot so slike, sem dal link, pa je to zapiske pogledati. Pač do zdaj je izgledalo tako pač kot v Istri. Pač dejansko kamni v morje, ne? Ni bilo več peščena lepa plaža. Pol je pa zdaj aprila bila neka plima, weird, ali nekaj se je zgodilo. In je že spet nazaj pesek na sol. Ja, tako fuli, od Guardiana članke in so tudi tako primerjave, lahko en video je celo na začetku, lahko vidiš pač, kako je bilo prej, pa kako je zdaj, ne. Ampak dejansko je pač prišla neka plima in je nazaj nasula na kamne pesek in je zdaj že spet peščena plaža. Kar je dosti bizarno, no. Pač, ne vem, jaz nisem vedel, da se to sploh lahko zgodi. Ker polkle piše, da ne vem, koliko tona, ne, peska, to pač je, da že spet nazaj pridobiš tok, dejansko plaža, da je lahko nazaj. No. In je pač to 300 metrov plaže, to ni malo, no. Ni to nek mini zalivček. 300 metrov plaže, to je 20% slovenskega obalnega turizma. Več ali manj, ja. Ampak tako, sam zdaj sem je res malo fascinanten, da lahko, a veš, nekaj, kar je bilo pač predko, pa ne, očitno nevihte, je dež, sprav ali whatever, ne. In je res gledal pač tako kamnito, ne? In je bilo zdaj v bistvu pač 30 let je bil kamen, pa neka plima pride s peskom, naloži gor in ima že spet peščeno plažo. No? Tako res dosti epsko. Pa en je z dronom posnel pač posnetke, ker so res lepi. No? In valjda zdaj pravijo, da takoj so začeli pač malo turisti nazaj hoditi, ker pridejo fercati nekaj, kar je bil prej kamen in je zdaj pesek. Tako da. Ampak ja, ta se mi je res dela tako, to sem si bookmark naredil, takrat, ko je vam prišlo, no? Se mi je res dela dosti top. Ja, valjda. Ker pač nisem vedel, da se to sploh lahko zgodi. Ne, itak da ne. Sploh pa tako maso, mislim. Ja, se to, ja, ker pač res ne zgleda mejhan. No. Tako da, ta je bila moja kvazi znanstvena. Ja, Duag, ne, ta Duag ime je pa v gaeliku Dumha Aha,
in pomeni Mound of the Field, se pravi poljska gomila. Aha, ok. Samo res, tako dejansko, če pogledaš to sliko, mislim, oranž razlika je. Oranž razlika je, tako, veš, mislim, to je... To moraš kar imeti malo srečo, ko ješ na plažo, da lahko bos hodiš tisti dan ali ne, moraš se kar malo organizirati. Je pa res, da ful prešparaš časa, veš, če retune fotke delaš, ki te zagrebajo do glave noter v pesek. Se pač samo ležeš pa počakaš. ali pa preneseš v bistvu... Sicer je res, da moraš čakati 23 let, ne 33 let, ampak je bat ga, ne. Ja, pač se počaka, pa na juriš, ja. Ok. Boki. No, ok. A pri nas, mislim, verjetno nimamo, no? Ampak vseeno si predstavljam, mislim, da dobro, tabornike vem, da imamo, ampak pri nas, mogoče pižam, ne vem zakaj, mislim, da boš mogoče ti več vedel. A pri nas tudi recimo te taborniki prodaje kukije, tako recimo v Ameriki je to navada, pa mogoče... Ne, kukijev pa navad ne prodajo, ker so prepovedani. Se pravi, zdaj začnimo to uverzdevo. Če ste zdaj slučajno na kukijih... Ja, that's the point I was getting. Ja, mislim, pri nas ni tega. Aha. No, ker v bistvu, dobro, pač v Ameriki, kjer je pač navada, a ne, da pač sploh te Girl Scouts, a ne, da v bistvu hodijo od vrat do vrat, pa prodajajo te kukije, a ne, se je zgodilo v Ameriki ena posebnost in sicer je ena od, ne vem, kako bi ti rekel, pač, veš, ko imajo te ranke, veš, isto imajo, kako se rangirajo pa vse to, ne, pač ena od recimo teh vodij, te svoje skupine, kjerkoli že v tem mestu, zdaj mi je spet, računalnik mi je spet zablokiral, pa ne morem celega linka oziroma članka odpreti, da bi direktno bral imena pa vse, ampak sem si tako zapomnil zgodbo. Je v bistvu naročila za 6,000 kukijev, da bo pač razdelila svojim tem malim otrokom, ki potem hodijo od rad do rad, da prodajajo, potem so da nekaj dobiček od tega dajo za svoje taborniške stvari, ki jih pač imajo razne izlete, ne vem, potovanja in tako naprej. In naročila jih je za $26,000, ogromno paketov, plačano pa nikoli ni bilo, ne? Oziroma nikoli ni plačala in tudi za nekaj časa zginila, in v bistvu je za njo potem začela se iskati policija, bilo je ogromno stranje, ker ona v bistvu bila dolžna $26,000 in na koncu so je le po dolgem času so jo uspeli najti, jo zbrskati, ampak fora je v tem, da v bistvu je zdaj grozi 10 let zapora, a ne, zaradi tega skema. Tako da kukijev ni, denarja ni, ona je pa v bistvu, tako kot sem rekel, ne, she could face up to 10 years in prison, ne, to je pa v Pike County Detention Center, je trenutno imajo, pa tako, ko pogledaš mugshot na te sliki, boš pravi, da mislim, da ne moreš verjeti, da je v bistvu Girl Scout lahko take naredi, ker si vedno predstavljaš te Girl Scouts kot najbolj nedolžne, pa najbolj pridne, pa najbolj taka neka organizacija, se mi zdi, da bi res bilo nekaj, da pač daš tistih, tako Američane daje $5 pa $10 za to, a ne pa na koncu, da v bistvu nekdo prova tak skem narediti, se mi zdelo skoraj neverjetno. Tako da $26,000 pa na koncu grozi 10 let zapora. Ne, pa še zdaj se ne ve, kje te kuki so. Kako se ne ve, pa kaj ima pol imela od tega, jaz to sploh ne razumem. Če je ona nekaj naročila, pa niso prodajali, ali so jih prodajali? Očitno jih je ona prodajala po svoje, a veš, kaj mislim? Aha, ok, štekam. Ona jih je pač, ona je pač jih odprla, ne, oziroma odprla, naročila, ne, Lee Ann Vick, 26-letna, no, jih je v bistvu naročila in ne ve se, kje točno jih je prodajala, v kateri zvezdni državi, katerem mestu, teh kukijev pač ni, ona je očitno to več kot očitno zaslužila ta denar. Na koncu pač se že faca vse pove, ko boš videl linku, je nekako se odloča, da bo pač to, ne, 26 tirov žep, ampak je ni naboratelj, tako da se mi zdi zanimivo malo ta povezava, no, sploh Girl Scouts pa 10 let in prison za tako stvar, za kukije, ne. Zdaj pa ja, pižam, če bi podobili kuki, kot ti govoriš, pa je pa to čist drug level, tako da. Ja, ampak se dejansko obstaja nek tak, ko rečejo strain of wheat, ne, se pravi neka sorta, ki se reče Girl Scout cookies. A res, ali kaj? Ja, sicer ni uradno požegnana strani Scoutin, in pa še ena zanimivost, ker smo pri tem, kdo ne sme prodajati, uradno so prepovedali prodajati te kukije Honey Boo Boo, ker ni Scoutin in jih je nekaj prodajala podpisane prek svoje spletne strani.
Hani Bubu je prodajala Girl Scout cookies, ki jih je ona podpisala na svojem sajtu. Ja, Only in America, jo. to je to. Valjda. Pa všeč mi je, da smo Free. nekako lahko upletli Hani Bubu že spet, se mi zdi. Ona, Ja, je ona pa je po mojem mogoče za svetnica, tiste- weird zadev pač. Ja, tiste, ki ne vejo, 1917 so začeli delati tele kukije prvič, no? Mislim, da so jih začeli prodajati. in da Čakaj, jih, sorry, Pižam. A zdaj govoriš o kukih od Girl Scoutov? O Girl Scout cookies, ja. In pa sam 2 licencirana peka jih delata. Tako, za celo Ameriko, se pravi, da se oni, ja. oziroma pač, ja, oziroma lahko ali oni pa še po receptih, ampak da imajo, ne vem, no, sej, ne, pa ful nekih okusov in vsega. Ampak gledam, biznis kot biznis, ne. Itak. Ja, sej, kot vse v Ameriki več ali manj. Ne. Ja. Ne, mislim, meni je smešno, tako meni je smešno to brati te članke, ko po to angliščino bereš, kao, a Pike County Circuit Court grand jury charged Vic with felony theft. Veš, prav tako izpade, ne vem, tako se mi zdi, da ko v angliščini to bereš, pa to, da izpade zelo kriminalno. Tako, veš, Pa se felony je, sej $26,000. Ja, se je, no. Pa to je pa neke skautinje, ki so, ne vem, očitno, čeprav štekam brez piškotov ostale, da bi jih prodajale. Ja. To je karepsko, no. Mm. To je res karepsko, da to narediš. Ampak le, Ja, a nismo jih pred par epizodami govorili o nekomu, ko so tudi ena, dva neki scam delali, neki oče pa sin z nekimi hamburgerji. ne, s chicken wingsi, to sem pa jaz. A, chicken- Dva Aha. sta jih res. No, evo, vidiš. Oh, wow. Probaj vseh. Ja, na vse ta je načine. šla bolj na sladko, ne? Ona dva sta Ja, bila bolj ja. main course varianta, ampak ja. Oh, wow. Preveč dobro, no, realno gledam. Okay. Če kdo je na vrsti? Ja, Pižam? grem jaz in sicer zdaj so dali teli ameriški, ta Social Security Administration, so tako kot vsako leto so dali ven spremembe v priljubljenosti imen otroških in največji porast pri imenih so dobili za ime, ki je imela leta se pravi, ki je bilo 2015 na 3269. mestu, 2016 pa na 901. mestu, ne? Se pravi, za 2400 Okay. mest se je. Zdaj pa bom vprašal, kaj mislite, katero ime je to? Še enkrat povej, kje je bilo to? ZDA pa fantovsko Aha. ime. Aha, pa se pravi v letu, se pravi lani, ne? Lani Lani je bilo to, ja. Kaj je bilo pa lani? To je iz nekega filma ali pa serije, ne? Čak si je rekel, da je skočilo za 2000 mest. Ja, se pravi, zdaj 2015 je bilo 3269 po Ja. popularnosti, se pravi, nekih je bilo že takrat, 2016 je bilo pa 901 po popularnosti. Kva pa je bilo lani tako ogromnega? Jon Snow. Ok, ti praviš Jon Snow. Jaz sem mislil, da što ti rekel, vi sem Bog, v tvojem svetu je to žensko ime, a ni? Ok, Han Solo. Skor. Kva A je? dej še kaj? Kylo. Kylo Ren! A dej res? neki. A dej wow. neki. To sem pa, jaz bom to štel, da sem zadev, ali lahko štejem, Ne, da sem zadev, moraš. ker je bilo preveč blizu. Pač. To je edino, Moraš. kar mi je na pamet prišlo, pač še Amerika, ki so pač Star Warsi bili nazaj. Ne? Ne, bravo. Ampak, veš, kaj si rekel, da je že bilo prej, ne? Sem sklepal, a ne, da mogoče od Han Solo, ne? Da je Han ali pa Solo ali pa whatever. Pa da je tako, a ne, da je pol že malo pojenjal, ki je to kot originala, pa da je zdaj nazaj prišlo. Ampak ja, ok, fair enough, boom. Da je, pa imaš pa kuj na drugem mestu, pač drug najbolj popularen ime, tako pač, ki je porastel, je pa Creed. In pa na 4. mestu Adonis, ne, se pravi, oba iz filma Creed. Ja, ok. In pa na nekem 10. mestu je pa Zayn, ne, potem tam imamo iz One Direction, iz česa že, ja. Itak. To Imaš pa tudi recimo med prvimi, Hakim, ne, je spet, Karim, je kar neki teh basket imen tudi noter. Hall of Famerjev, pa to. Ja, Pa Dikembe, valjda Dikembe. Ja. Dikembe je In zelo pa- popularno ime. Anakin je pa tudi porastel, je pa iz 700, kje sem ga zdaj izgubil, da ga najdem, iz 910 na 778 mesto.
Tako da vidiš, Hana pa ni tlele. Je pa zanimivo, pri teh, ki so pa so pa padli, pri moških so neki Jonel, Adin in to so taki sicer majhni, ne, preskoki. Pri ženskih imenih se pa vidi, da je Caitlin, tako v pisavi z I-jem pa z Y in pa še kot Caitlin, pa Caitlin, tako dejansko 4 različice imena Caitlin so zaradi Bruce Jennerja totalno izgubile na popularnosti. A res, ali kaj? Ja. Wow. To si pa ne bi mislil, da bo imel kakršen koli vpliv, ne? Wow, to je pa kar, ja. A kaj zdaj, če je Caitlin? Wow, ok, to je pa weird. V bistvu kar malo sedno. Je pa ful zanimivo, če pa gledaš najpopularnejši imeni, ki sta, kje sem jih imel prej, ne, moško ime, najbolj priljubljeno je Noah, in ko sem to prej, da sva klepetala z Čarnijem, ne, rekel prav zanimiv, prav, ker jaz edin Noah, ki ga poznam, je še en Noah Čarni, drugač pa Benga. Pa Liam pa William, ženske imena so pa Emma, Olivia pa Ava. Kaj je ta s to Avo, stari, teh Avo? Ja. Ok. Jaz to, ko sem bil mlad, nisem nikoli tega imena slišal. Pač Ava. Zdaj pa sem opazil, da je par folk, ki ima Ave. Recimo pri ženskih imenih, ne pa te, ki so šle gore, pa Kelani. Kelani? Ne vem, to moram pogooglati, tega se še nisem. Pa Royalty, recimo. Kaj je Royalty? A to ka plemeniti? Ja, Kelani je pa ena ameriška kantautorica, Kelani Ashley Parrish. Wow, okay, priznam. Album is Sweet Sexy Savage, You Should Be Here, Cloud 9 in to. Houston Text, to so dogodki, v glavnem, no, pa v Suicide Squadu imela muško, pa v The Fate of the Furious. No, pol pa. Ne, je pa recimo, da pa Ophelia, ne, na 4. mestu. Ok. Kylo for the win. Ja, meni je to res zanimivo, ne? Ker tip je negativc, ampak... Ja, se to. Ja, zaenkrat je negativc, ne? Ja, opa. A imaš ti sneak peek? Ne, nimam sneak peek, zato je ena od teh glavnih teorij, ne, je, da mogoče se bo šlo v kontrasmer, ne, da bo pa bo v bistvu Kylo good guy na konc, ne? Tako bo verjetno pol... zelo razočarani ljudje, ki bo Martin nekoč 7. knjigo napisal, bo žalostni vsi, ki so dali svojih čerki ime Arja. Ki se na konci izkaže, ja. Ja. Pa moj brat ima čerko Arjo, kaj se zabavlja. Je pa res. Ja, no sej, to počakajmo. Ni edin od mojih prijateljev, ki jih poznam, da je dal čerki ime Arja. Sam veš, predstavljaj si, kaj bo, če bo v 7. knjigi mogla ona kakšnega člana svoje družine ubiti. Ja, recimo, ne. Nikoli ne dajej otrokom imen po likih iz serij, ki še niso končane. To je pa dobro pravilo, ne? To je v bistvu zelo dobro pravilo. Grega, če poslušaš, evo, lej. Ne, všeč mi je, kaj pa je? Tvoj nasvet je bil, Grega, če poslušaš, evo, lej. Evo, lej. Deal with it. Evo, v Sloveniji so pa najpogostejše imena, sicer sem te najdel za 2015, Luka Filipnik, pa Ema Eva Zala. Ema, posod je Ema. Ema je... Ja. Evo, pa eno Niko sem tudi stric, tako da evo, vidiš. Ok, sam Ema. What? Ok. Mislim, lep ime, sam number one, really? Ok, ne, so vseeno, glavno, to ne moraš sodati. Sploh s temi novimi imeni zdaj ne bomo šli v to še enkrat. Ne, samo res, nove imena so res, malo so splavali vsi se skupaj, se mi zdi. So splavali, ok. Ja. Kaj se je zgodilo za Lojze, ne vem, Jožef, Ferdinand, ne vem, kaj je zdaj s tem? Ferdinand. Ja, Ferdo, jaz sem enega soseda, ki je bil Ferdo včasih. Kaj je narobe s tem? Nič. Preveč zlogov ima. Ja, mogoče edin to, ja. Zato si pol Ferdo, nikoli nisi Ferdinand. Ne. Ja, ne, Ferdo si. Ja, pol Sarajevo ne smeš. V glavnem... Kdo je zdaj? Jaz sem se zgubil zdaj. Ti si. Ok, pogrem pa jaz na eno, ki je res bizarna in je v bistvu prispevala moja draga in ki sem to prebral, je bilo res za ponucati.
Pač eden, sploh ne vem, ki avokado te vidva jesta, ki jaz si pač fluorat jem. To sem jaz hotel dati. A ti si To je res? eno od mojih med top 5 izbir. Jaz sem fulat avokado. Ok, a pol veš, kaj je. Pa ful je zdrav Ja. avokado. Ja, jaz tudi, jaz včasih nisem bil Dajmo fan. tako reči, Ja. Boki, kaj narediš, ko poješ avokado? Kaj narediš z ostankom? Ja. Kaj narediš z lupino? Kaj drži z lupino? Pač, Ja, stranje vržeš. ja, točno to. No, daj. Ker si Zdaj pa normalen klikaj na človek. Anžetov link, pa boš videl, kaj lahko Okej. narediš. Ja, v glavnem eno v Avstraliji, za nek kafe, so naredili avolate. Kar pomeni, da ti dajo v lupino avokada, sicer je malo še mesa, to je treba, Ja. ni tako čist izluščen. Ne. Ker Bambi ni vzga pojedel. V bistvu, ti naredijo late noter, ne. Okay. Dejansko kavo in mlekac in to, in potem kao iz tega piješ. Wow. In to jaz presežem, ne vem, če obstaja bolj hipsterska stvar. Ne vem, če tako dobesedno ne vem, če obstaja bolj hipsteraj zadeva ever. In je pač Ja. to, in potem valjda, meni je ful dobro, na BuzzFeedu je ta članek, ne. Mi je všeč, ker so pač ljudje na netu, vsaj nekateri imeli popolnoma te prave odgovore pač na to novico, ne, da pač kaj se greste. Pač kaj se gre. To je tako, kot oni ljudje, ki z unimi portable, pač prenosnimi predvajalniki vinilskih ploščkov hodijo. Pač nekje je meja. nekje se moraš ustaviti in reči, come on, man. Prosim, ne, a veš. Sam najboljši je prvi kaj gif, ali kaj je od Britney Spearsu na faca spodaj. Ja, kao, kaj se dogaja. So zmaga. Ja, ne res. Pač pejte pogled, ker je res tako, tudi mini video je, kako model uliva, Instagram video je, kako model uliva pač potem mleko v kavo. Jutro si bom naredil enega takega, pa ti pošljem sliko. Okay, oziroma bom dal na internet, dobiš. Če ne boš lajkal, boš tepen. Dobo boš Britney gif, boš dobo nazaj, stari, to bo moj replay. Boš dobo Britney gif. Ne, je res, to je res toliko pretenciozna stvar, da je noro. No. Ne, predvsem je nerodno. Ja. Ker sklepaš, da je to toplo, ne? Hipster je vse, ki mi tako brada vse ujame, pa da veš. To je res. Vsem ne polije po majici. Avolate. Res, ja, avolate. To se sliši zelo podoben kot ovulate. Ja, dosti res. Škaj me zanima, če jim laufa to, ker to je taka stvar, se mi zdi, da ali je disaster, ali pa se zna orang primiti. Lej, veš, uno so naredili celo, veš, vidi ene slik, kaže, da ti tako rožico naredijo, pa z mlekcem ven. Je valjda, to more biti, ne, to more biti, ne, da izpade še bolj pretenciozno, kot je, ker ni do, ja. Pa jaz, ker sem človek bele kave, ne, kave v bistvu sploh ne pijem, ne. Tako da jaz pol fejkam, da pijem kavo, tako da belo kavo pijem, ampak tega pa ne bi pil, pač pravic povem. Ker je res ujerno. Anže, moraš živeti, pismo. No. Ja, ok, si grem po prenosni predvajalnik vinilcev, to je to. Pa boš gor pa do poslovenskih. To pa en puli si bom kupil, pač en zelen puli. Pa hlače, odrezane tik nad gležnji, pa brez štumfov. Pa brez štumfov, tako. Pismo, okay. Pa poiskat najstarejši zvezek, ki ga najdeš, po možnosti iz male šole, ali pa še spominsko knjigo iz prvega razreda osnovne šole in si pol da tudi tetovirati eno slikco iz tega. Zakaj je full hejtata na te hipstere pa to? Pa ne, se ne da hejtaš hipstere, sam je pač to pretencijo, to je ene stvari grejo predaleč. Meni je hipster kultura super drugač. Meni je v redu, da se je mislim, da je vmes, ki je bilo zatišje, da je že spet neka subkultura prišla. Ker ta zadnja stvar, ki sem jo zaznal, so bili emoti, pa 100 let ni bilo nič, kot jaz vem, ne sledim vsem tem trendom. Tako da meni je top, da se je nekaj takega pojavilo. Jaz sem vesel, recimo to, da smo dobili zdaj ful eno široko izbiro izdelkov za nego brade, man the best, ker pač nima več srbeče kože. Ja, samo res zdaj več je izdelkov za brado, kot pa za lase, Madonna, tako malo pogledaš za moške te stvari. Sej, ker so brade večinoma daljše od las. Ja, ti si sicer srečen, ko je lahko, jaz ne morem brade nikakor imeti, ker imam preredke dlake na faci. A pa bi imel regi brado.
Ja, Až, kar regi poslušajo, ko se je prvi 14 začnejo pušati in pa imajo pri 40 moglih tako, veš, 3 cofke. Malo več kot 3 že, sam po mojem, Anže bi bil pa za puljem, pa za hlačami do gležnjev bi bil pa hipstera, ne, vseeno. Ja, itak. Tudi brez perfektne rade. Ne, veš kaj pa sam pismo, Anže ima preveč podivjano, ima preveč štrlečo brado, on bi mogel jo res pol krutiti in urejati, ne. Ja, sam jo ne, kar ste lahko slišali v zadnji epizodi v Afetu. Ja, tako je, zato ker, veš, ta brada pri hipsterih tako kot čupa pri metalcih. Stvar, ki ti vzame 3 ure na dan. To je res. Treba negovati. Ka metalci lahko zgledajo zanemarjeni, vsi v črnem neki, ampak taki ne. Ja. Lasek bo pa vsak posebej namazan z balzamom, svetu se bo, veš to, 5-vremenski taft. Sorry, ko slemaš, ne, more lepo švic dol po laskih se zapeljati in pršeti v pravilni vetrnici, pravilne spirale more risati pol. Ker pač to tako... Ja, povej. Ne, kar povej. Ne, se to je res, pri metalcih je to res, ker je pač preveč las, tisti ne smeš namer pustiti. Tako, se mi zdi, da je biohazard na eni točki. Takoj zgodi mega dread, ne. Ja. To smo imeli enega tipa v Kranju, ki se nekaj časa mu ni dal, pa vse in potem se preprosto čupo dol odrezali in so dal čeladom mu dol. Čak, pižama, koliko smo ti najdaljše lase? Nisi časih furo ful čupe? Pa ja, je sebe dolgi, pa ne vem, tam da ne sreda hrbta nekaj tasga, mislim. A res, ali kaj? Ja, itak. Jesus, kaj pa ti, Anže? V lifeu nič. Imel sem pri 7 letih čopek od zadnja, veš, tako en pramen. To je bilo moj matko. Ja, repek. Repek sem imel, to sem imel na eni točki. A dej nehi. Stari Jugoslavija forever, jav. To je to. Ne, me heca. Ampak pazi, to je bil repek, ne Fokuhila, ne? Ja. Si bil hipster svojega časa, že takrat. Ne, takrat je bilo to in ne. To je bilo zadnji krik mode, sklepam. V neki reviji so napisali nekaj. Predvsem je nekdo kriknil, ja. Jaz sem pa ježek, na ježeka vedno postrižen. To sem tudi jaz bil enkrat. Enkrat sem pa gobico, tudi se spomnim. Jaz sem se pa vpula, da je vzad v čupo tako brit stvari. Kva? Ja, veš tisti tako neke vzorčke, pa to ne. Recimo, pas centimeter, 2 nad ušesi, tako čist pobrit povzad v tako nek trikotnik in pol not, pa veš, kolegi smo si vnaš cegle v stran, noter pol z mašinco pred koncerti delati, pa take zadeve, tam konc srednje šole. Pač, nismo mogli imeti lih kid and play čup, ne, veš, smo se jih pa drugač dizajnirali. Ne moreš reči, ne moreš govoriti o čupi, pa poleč na koncu jow. Čupa pa jow, to ne vem, če prizdrav, moraš to. Ok, vam pa rekel, smo si rihtali frizure. Jow. Ne, lahko rečeš čupe, ampak pa moraš reči up the irons, ker to je v bistvu bolj polmetalska vrata. Wow, ok, yes, to so te reference. Jaz sem si lase sicer začel pušati, mislim, tam konc 3. letnika, enkrat ali sredi 4. In sem si pol... sem imel maturo za nemščino, en dan, ko sem ni dal, jaz sem takrat prvič v lifeu, ki je bil nekaj evropsko prvenstvo v fuzbolu, sem imel maturo, sem tako prvič v lifeu gledal več kot 10 minut fuzbala skupaj, še tole pogleda, pa gre pa ponavljati. In sem si dan pred nemščino naredil po celi glavi v nekuljo kitke. In sem nemščino pisal s kuljo kitkami. Wow. In me tako vprašati. We want proof. Ja, mislim, da ni teh slikov takrat. In me tako učitelj se vpraša, še ena, ki je tako prav, jaz si slabo spal. Ja, zato sem imel pa cajt kitke si delati. Wow. Pa sem vrgel svinčnik dol in sem odkorakal, bum, in pa sem se zajebal, ker sem odkorakal pred začetkom pisanja testa, ne bilo nič. A si naredil nemščino? Ne, ja, sem. Ok. Sehr gut gemacht, ja. Ja, guten Tag, ich bin dein Fernseher repariert gekommen. Schnell, v glavnem. Ja. To je bilo. Yes, schnell. Aj lahko to naslov. Aj lahko prosim, schnell naslov. Bolj schnell, kot meine Elefantšprice. Fuck. To so ti citati, ki sploh ne vem, če so kdaj dejansko bili uporabljeni v tehničko moč. Ampak sam so tako v folklorju, muži vam do mene elefantšprice. Priceless. Bomo reč tiho. A jih preveč znaš na pamet. Anže, če boš rezal ven, pol ti lahko enih par povej, ko se boš smejal.
Boki, ti si, jaz sem za avokado, tvoj zadnji danes. Tako. Ja, v norveškem mestecu, ki se imenuje Ørje, oziroma tisti O prečrtan, kako se to reče, a kdo ve, ta njihov O. Veš, O, se sem dal link zraven, O pa prečrtan, to je po mojem si predstavljam, jaz sem tako rekel, da je V glavnem v mestu Ørje, Okay. Dale Boki danes ga pa sir je. Imajo lepo mrje. Okay. V glavnem, ja, v norveškem so si pač v tistem mestu so si domislili ene zanimive, zabavne stvari in sicer so njihove znake za prehod za pešce v bistvu naredili malo drugačne, kot jih poznamo drugod po svetu. Njihova ideja izhaja iz epizode Ministry of Silly Walks, kar je bila v bistvu ena od epizod iz BBC-ovega Monty Python Flying Circus. Ja, to je po moje več, to prvič slišim. Ima bolj na široko razlož, da povedal, kam ne se usmeri. Se mi zdi edin, ko poslušam. Okay. Ne, ker nisem da se zberem. Res je tako, si razlagal, da pač to je mogoče. Ne vem, okay. Razlagal si tako, ker bi hotel opisati edesej, ki ga je Mladen Dolar napisal v 3. letniku filozofije. Ja, pač izpade, mislim, to je mogoče, to je po moje, če bi mogel, če rečeš še eno, ti pove top 5 skečev na svetu, ne, je to mogoče med top 3. Ok, se vem, ker razlagal si pa tako prej v njih kosencah, kam ben nič ne ve. Ja, pa je treba, a bomo naredili online poll, koliko jih je to gledal, koliko pa ne. Ti gre da 50% folka to ne ve, ko posluša. Veš, fair enough, to je res. Dajmo tako reči, kar ste zdaj tole slišali in če v življenju niste slišali za Ministry of Silly Walks, napište tweet na podrobnosti, kako ste podrobnosti. Počrtaj si in povejte. Pač jaz živim pod skalo v Adergacu in ne vem, kaj so to Silly Walks. Ja, ok, kje smo zdaj? So čisto prej to kubil. Jaz mislim, da bi moral Godlerja poklicati, da bi mogoče malo bolj podrobno razložil. Kam bi znal umestiti v kontekst bolj, ker Bog je dokaj površno to stvar. Ja, ok, sorry, povej zdaj. Se pravi, malo na znakih je to, ne? Čeprav štekam. Ja. Aha, ok, vidim, ja. Ok. No, in to pač pomeni, oziroma tisti v vasi to vsi vejo, da pač, ko pride do enega od teh znakov, mora potem prehoditi ta prehod za pešce pač v tem stilu. In očitno v mestu Ørje dobro poznajo to epizodo, razliko od, ne vem, mogoče poslušalcev podrobnosti, to bomo še videli, kjer lahko tudi na tem videoposnetku, ne vem, če ste pogledala, vidite, da pač vsak pač na tem videoposnetku, ko pride do tega prehoda, potem uprizori eno od izmed hoj, ki je bila pač v tej epizodi, no, da si lahko pogledate. Ja, se je ful dobra fora dejansko, pa znak ful dobro zgleda. Ja, znak res ful dobro zgleda. Pač. Ja, ker je ta klasičen, plavi pač kvadrat z zebro, ne sam pole gor klis v unem klubuku, ki pač hodja. Tako je. Tako da, v bistvu ne vejo, kako dolgo bo sicer ministrstvo za promet pustilo, da se to fura, ker ta novica je že kar nekaj časa stara. Oziroma novica, pač ta video 2 leti nazaj. Oziroma leto pa pol približno, ampak ne vem, baje, da županom mesta je všeč in zaenkrat nima nekega namena to skiniti, tako da se mi zdi fajn ideja. Ne bi bilo narobe, če pri nas to kaj videli, no, pa da vidimo koliko bi to kapiralo, koliko pa ne. Ja. Pa Uroš Miklavčič mi to poslal, bajdo, že pred časom. No. Ok, ja. Cool. Lepa. Sorry, mene je tisto presekal, sem bil. Ampak je pa ful, mi je všeč, ker je pač valjda je Norveška, pa gledaš, pa je prehod za pešče eno teh, ki je pač, ki je dvignen na ležečem policaju, ne.
Ja. Ker si jaz tako predstavljam, da v Skandinaviji vse štima in so vsi taki. Pa vsi so pridni, da vsak dejansko uprizori to hojo. Tako, točno to je. Ampak ful dober znak zgleda, res, prav epsko znak zgleda. Ja. Okay. Tisti, ki si lahko vidite video, pogledate si, tisti, ki pa ne, pač, kaj ste v avto, pa karkoli, pač v bistvu, ko prije do prehoda, dejansko zelo smešno hodijo čez prehod, ali visoko dvigujejo noge, ali čist nizko pri tleh hodijo, ali skačejo kot žabe, ali ne vem. V glavnem, to je to. Okay. Pižama, še kaj povemo o tej epizodi? Ali to? Mogoče sploh, kaj so to Monty Python? Ja, Monty Python je BBC-ovska... Ne, v redu. Mi smo šli drugač, ne? To smo že parkrat, mislim, da smo glave posneli pa o tem. Ne vem, smo, ne? Ja, če bom najdel. Čak, o čem? Prav o tej epizodi, ali nasplošno? Ne, mi smo šli gledati, ker so imeli zadnjo predstavo. For the last time. Monty Python in so potem streamali v bistvu v kinodvorane in je bilo tudi v Celje, ne, smo šli takrat. Ko smo se pelali v Godlerjevem najmanjšem avtomobilu v zgodovini človeštva. Pač. Koliko nazaj je to bilo? 2 let. 2 let, nekaj tazga. Ja, je mogel biti. Je bilo tudi v celo, je bilo kar polno, ne? Jaz se spomnim, da je bilo dejansko kar dvorana. Ja, vse so kar. Tisti pa fajn je bil šel, mislim tak, pač zdaj so bili valjda že stari, pa to pa itak je bilo na odru, ne? Sam so super, meni so itak, pač ta prva sezona sploh cirkusa itak, pač legendary, ne? Pižamc, tvoja zadnja. Ker je zadnja, bo tudi stvar, ki je večini ljudi zadnja v življenju. Če pač nimaš sreče, da bi postal tam malce za Bambija, krsta. Vajni smo teh običajnih oblik, mogoče se spomnite tudi tistega Monty Python skeča, kjer nosijo krsto, ne, in potem jih je s kosmani na koncu krsta že kar sama. Do groba zapelje. Monty Python, to so na BBC-ju, so naredili nekoč skeč, bili sta 2 skupini, ki sta že prej delali po različnih. Se sprašuješ za Monty Python, ali za krste sprašuješ? Ne, Monty Python. Ja. Povejo, kaj nikoli nisem slišal. Ja, ampak v glavnem in zdaj krste so večinoma te lepe 6-kotne oblike, podolgovate in poznamo iz filmov o vampirjih, recimo. Imaš pa potem enega človeka, oziroma delavnico, Kane Quay Carpentry Workshop v Gani, ki že od 50 let naprej izdeluje unikatne krste in sicer v različnih oblikah. Tudi vam bomo zdaj poslal povezavico, ne par. In sicer recimo najdete v obliki koruznega storža, krsta v obliki bic svinčnika, pri čemer je prav logotip od bica gor. Imamo ananas, to je zgleda očitno en fan od SpongeBoba, tudi cerkev celo, rakovica, kokoš, čokoladica Twix, paket Twixa. In od 50 let oni že ustvarjajo te krste, ki so potem dejansko pridobili tudi toliko na priljubljenosti, da jih ljudje odkupujejo kot artefakte umetniške in po razstavah. Ta kamion je vrhunski. Ja. Točno to gledam. Ta kamion odpele na koncu. Točno to gledam. Pa še ima Majersk, ima on napisano gor, se mi zdi, tista na vseh kontejnerjih. Jaz sem tudi gledal, točno to, ja. Ta je full, ja. Tako da in zdaj, sicer priznam, da pač tukaj pravijo, kar sem na Wikipediji podbral, to za QI so zanč, mislim, da pred nekim časom povezavo na to, oziroma samo omenili, da je neka antropologinja ali antropolog, da so te okrasne krste, da so se iz okrasnih palankinov, se pravi iz okrasnih nosilnic, ki so jih nekoč izdelovali za umrle poglavarje v tistem območju, na tistem področju. In da delajo že pač od 50 let naprej. In je pa svoje zanimivo, se sploh, če gledaš to neke te kulturne razlike, da pač v Afriki ponovadi so pogrebi dosti tako zgleda bolj veseli obredi kot pri nas, kjer slavijo tega, ki ga ni več, in imaš muziko in tudi plešajo zraven, ampak vseeno je tako nenavadno, tako da se predstavlja, kako bi
v tem, ne. Jaz se sicer Anžeta predstavljam, ne, na takem mega jetiju. To bi bilo, ja, točno to. To bi bilo čisto do, ja. Sam pa mogo biti pokončno noter dan, veš. Pa ja, pa ne, pa se lahko leži, ne, lahko je tako pač odložen ali pa neki, veš, ali pa slušalke okoli. Imam pa jaz tako eno tehnično zanimivost, kar se te strani tiče, ne, ja, na Squarespaceu je, ne. Aja. Kar mi je top. Squarespace ima sta in Boštjan ima sta svoje strani na Squarespaceu. Pa ta Boštjan si mora po letu zdaj cajt, kakšen teden, dva, pa nek nov dizajn najdete. Zdaj imaš pa že res kar neki cajta, ne? Ja, pa se tako skoraj načne. V glavnem, obstaja pa tudi dokumentarc, skoraj pol uren, o njej, The Master of Coffins, 2013, brazilski, je na YouTubeu, no to sem zelo opazil, ker sem gledal še po Wikipediji in bomo tudi to dali posebej še v povezave, tako da boste lahko si še malo gledali, če vas bo to zanimalo. Ok, lepa. Zdaj se mi vrhunski mislim, očitno je pač en od pilotov Ghana Airways tudi se odločil za to krsto pri njih, ker vidim tam na strehi gor, da imajo reaktivca parkiranega. A vidiš oni sliki? Ja, tam v About, ne, je na vrhu. Ja. Čeprav meni se zdi, da kakor so te vsi odpuljeni, recimo ananasi, pa svinčniki, pa ne vem kva, ne, pa koruze, ne. Pa mislim, da tovornjak mi zmaga, pa ne vem zakaj. Zaradi tega, ker je kontejner, mislim, res je vrhunski, no. Tovornjak je res vrhunski, pač. Res je proper. Vse ostalo je mogoče bolj odbit, ampak tovornjak je pa res proper. Ker Twix mi izgleda bolj kot ena taka postelina, tukaj je vrhunski, veš, ker je prav tako dol zvito, kot da je res papirček, oziroma papirček, pač embalaža. Mislim, dejansko pa, da je les, je kar impresivno vse skupaj, no, tako da, dosti lepa, ja. Ok, pa je še ta zadnjo. No, dej. Klepa, mislim, imam tudi neke linke, ampak sem sam rekel, dajmo enkrat to omeniti, ker je pač treba, ne. Zemlja je pač ploščata ljudje, ne. Yeah. Pač, mislim, jaz nočem se o tem pogovarjati, pa zakaj bi, ampak mislim, če general v to prav pol že drži. To valjda drži, ne, sam goddamn, no. Jaz ne vem, jaz pri chemtrailih, ne, pri chemtrailih potegneš črto. Ne, hočem reči, da pri chemtrailih še nekako to je. Ok, tušej, sir. Tušej. Hočem reči, predolgo sem rabo, da sem došal do tega. Hočem reči, da pri chemtrailih še nekako, tako, za milisekundo še razumem, da lahko misliš to, kar te ljudje mislijo. Ne? Tako, za milisekundo reči, da neke strehe so, avioni so, da se neko lepo pač teorijo zarote se da okoli sestaviti, ne? Okoli chemtrailov, ne, se da je vse bullshit, ampak pač se mi zdi, da ima vse te elemente. Kaj pa če ni, lej. Ampak hočem reči, da ima vse te nekakve elemente, kjer bi se lahko rekel, ima zlobni NATO, glava te boli, razumeš, lahko se bori s topovi unimi in whatever, pa kis, pa ne vem kva, ne. Ima vse te elemente za pač ta pravo pač conspiracy theory, ne, in je seveda valjda bullshit, ne. Ampak to Razen če ni, seveda, hvala pižamc, že dajem folijo na glavo. Ampak pri temu zemlja je ploščata, ne? Pri tej, to si pa sploh ne zasluži imena conspiracy theory, to je glupo. A to si videl, kaj je en tip naredil zdaj? A unke je še z Vasarvago? Ja, stari, to je... Čak, povej, ker je bilo v zadnjem času toliko enega. Veš, kaj mi je bilo čudno, da je bilo na internetu toliko enega dokazovanja, da zemlja pa ni ploščata, da se mi zdelo že brez sploh to brati. Zakaj sploh prepričujete folk? A veš, kaj mislim? Ja. Ampak to je bilo enega tega, da sem na eni točki sem rekel, ne bom več nič bral. Tako da sploh nisem, no, povej za Vasarvago. Je zdaj en pač res, pač en izmen se, ne, več kot očitno. Je pač šel na... Jaz bi rekel, da The Ministry of Silly Minds. Ja, The Ministry of milo rečeno. Je šel na avion, vzel Vasarvago, naredil timelapse na telefonu, ne, kjer valjda pač se mehurček ne premakne, ker njegova logika je, da če je zemlja ukrivljena, ne, bi mogel avion konstantno korigirati.
z nosom, ne, če ne bi odletel v vesolje. Pač, ne. Jaz sploh ne vem, kje s tem začeti. In kaj je najbolj, jaz sem videl ta video. Ne. Najbolj je, ker na koncu tega videa, ne, ok, bomo dali ta link, no, bomo dali tega, ampak top je, ker na koncu videa tako kao, na koncu timelapse tako obrne kamera procepne in kao se mehurček ni premaknil in tako naredi kao, no, sem vam rekel, kao, tako gesto naredi, evo, ne. Ampak mislim, jaz res chemtraile štekam, ker se da, pač dejansko se da okoli zgraditi conspiracy theory, ne. Tudi, ali smo bili na Luni, da se zgraditi conspiracy theory okoli tega. Dejansko se da je pa Zemlja ploščata. To je pa tako in to je beyond glupo je. In ne morem, res, da ti Kataja, razumeš, z nezemljani in tolvajci, okoli tizga se da zgraditi conspiracy theory. Seveda je vse bullshit, ampak kaj še hočem povedati? Razen če ni. Sam naj pogledam že, tolvajci. Tolvajci, to je res, hashtag Breza forever. V glavnem, hočem sam reči, da pri temu je pa res ni dost materijala, da bi sploh lahko da si sploh lahko s tem obadal. Res ni dost materijala. Pač. Se strinjam. Nijem kaj sploh dodati zraven, ker mi je to ena bolj absurdnih konspiracy teorij, ki sploh obstaja. Tu smo se čist. Zato sem rekel, da če se bomo karkoli to menili, mora biti to pač v weird zadevah. Ampak je prav, tako, ne jezi me sploh te ljudje, ki to, tako kot ta model z vas pravi, oni me sploh ne jezijo. Mene jezi, da je to zapakiran v conspiracy theory. Ta del me jezi. Te Luni me sploh ne gane, ampak dajmo si kaj boljšega spomniti. Naciji so imeli baze na Luni, dajmo se s tem ukvarjati. Okay? Ti si je saj zanimiv, come on. Ne, predvsem je zanimivo pol, ne, da če opazuješ, da dejansko vse druge planete, pa Luno, pa vse, vsi so zgrajeni na isti način, edin Zemlja pa ploščata. Ja, to sem zadnjič videl eno sliko, ko je bila v bistvu taka dobra slika narejena, tako pač kao, veš, Sonce, pač potem, ne vem, imaš Merkur, pa Venera, pa potem Zemlja, pa tek ploščata, pa pol naprej Mars, pa tak naprej. Ko pravilo je bilo proti, ko ni bilo dobene veze, veš, pa tak what, veš. Pa ne se pravi, jaz tudi mislim, da to sam za nacije ne vem, zato kot na Luni, na drugi strani Lune, vse je možno pizda. Tisti pusto. Ampak okej, ja. Ne, sem pač rekel sem, da sam enkrat moramo to sam tako se obregniti ob to in potem pozabiti. Ker ni vredno, raj se o chemtrailih pogovarjam, res, raj se o chemtrailih pogovarjam. A zdaj pa kar utihno enkrat full o chemtrailih, ali še vedno full? Itak da ne. Jaz sam čakam povabilo na kavo, popoldne na kavi. Kaj tisti pižamc? O 5 na kavi. Klepet ob kavi. Klepet ob kavi. Na TV3. Na TV3, ja. Ker se lahko ležeš v džakuzi, vse včasih si se lahko. Kaj? Ja. Ja, to je ta tip, ki je kandidiral za ljubljanskega župana, tudi ne on je en teh glavnih promotorjev te teorije pri nas, ta civilna iniciativa Modro nebo in pa imaš ta vdaj, ko on unedva v džakuziju sedite oziroma enkrat, tako da on je v džakuziju, ona pa ne novinarka in pol debatirate o tem. Ker je bila mrzla voda in ona ni upala not, ker je bila to mrzla voda, model je pa mirno šel in pa imaš najbolj awkward segment na TV, to je full krožal tako. Ja, in tako, model... Čakaj, to je na YouTube? Mislim, ne vem, so pa omakli, ne, ampak vsakič, ko se kaj razpaše, ko ima pač res grozne goste tam noter, vžajci, ko se kaj razpaše, pa te misteriozno zginjajo te videi, ne. Zanči zginil ki je prišel razlaga, da je lens flare, da so to živa bitja, ne, ki slikaš, ne. To je tok noro, to je bilo tok noro. Ja, in je pa un video misteriozno zginil z YouTubea, ne. Pač, ki je po Facebooku. Ta link bi rad najdel, ko so džakuzi lezli tam za njim. Ja, se zih obstaja, bomo najdeli, če ga najdemo, bo v zapiskih, no, ki je pač res, res je zavideti, no, kaj ne rečem. Kulsko. Ja. Tako da mislim, da smo prišli do konca. To je to, danes je bilo pa šnel. Pa ni bilo, ker smo imeli 2 neuradne weird zadeve. Ne? Ja, ne slabega. Pižanc, povej, a bom jaz pol admin. Ja, gremo tako narediti, bomo danes obrnili. Pižanc, povej, kje si ti na internetu, ajde. Afna Pizama na Twitterjih, Boštjan Gorenc Pižama na Facebooku, pa Stric Bedanc na Instagramu. Zdaj sem se začel učiti Instagram Stories uporabljati, ker sem mi povedal, da je Snapchat mrtev. Ja, samo res, kaj je že s tem? Jaz tudi sem se čisto s Snapchata. Mislim, nikoga nisem ful uporabljal, ampak zdaj sploh se mi dobro niti pogledati, nekaj se dogaja, ker je Instagram
Instagram stories, Facebook stories, ne, so stvari, ki so zdaj Ja, Anže, povej. Tako, ko imaš že implementiran noter, zakaj bi imel še eno aplikacijo, če imaš v teh, kar si že imel. Ja, pač ta konstantna prevlada Facebooka se dogaja. Ne, pa prišlo je ven, ne Snapchat je dal prve rezultate svoje ven in so bili res porazni, tako, kar se financ tiče, ne. Tako da so pač malo popujajo, no, tako da, ampak ja. We shall see, no, jaz ga še ne bi čisto odpisal, ampak bomo videli. No, tako da to je to. Kaj lahko povem, ne, dejansko, da weird zadeva, da bom 8. junija na Verisu imel prevajalski seminar, če koga zanima o prevajanju teh medkulturnih referenc, pa besednih iger v mladinski literaturi, ne vem, je še odprto ali ni, ampak to sem zdaj, gledam naprej po koledarju, kaj imam in to je ena taka najbolj zanimiva stvar, ki se dogaja, poleg seveda 500 tih. A se bo čez poletje kaj dogajalo? Pižam, skaj je, nema, un festival je še v komediji. Punch bo, Punch bo. A lahko povem še eno weird zadevo? Moj menedžer je zdaj v 10 dneh odlafal 500 km, parfuknan. Ja. Pa vsak dan 3 nastope oddelal še zraven, tako da... Ja, ne vem. Ja, to je... To je proper weird zadeva, ja. Proper, evo. Če ste ta mesec in pač zraven zbiral za botrstvo, zdaj cifer, ki snemamo, še nimam, ne, je pa tole, če kdaj grejo, to grejo jutri vam podrobnosti zjutraj. Ja, zjutraj, ja. Pejte na Val 202, ki je nominiran za ime tedna, pa tam glasujte za njega. Lepo. Pa dajte kaj za botrstvo, dajte in za aparatus, pa še kaj še nevro, dajte tudi za botrstvo. Lepo. Ja. Boki, kje si pa ti na internetu? Boki Nahbar na vseh teh aplikacijah, oziroma kaj je Twitter, Instagram in tako naprej, WeChat, kitajski, ne pozabiti. Drugače pa, ja, to sem hotel reči, pa nisem nikoli prej govoril, da zdaj, ko si Pižam slih ti omenil svoje stvari, pa jaz svoj košarkarski kamp, ki ga delam poleti julija, 11. letos, da je tudi letos že poln, oziroma mislim, da je mogoče kako prosto mesto. Kdaj pa imate datume? Sred julija, od 16. do 22. julija v Kopru. Ampak pa niti ne kot reklama, zato ker kamp je, pač imamo zdaj že neke take tradicije, da pač lahko rečemo, da tako dobro že furamo zadevo, da se nam kam zapolni, ampak za tiste, ki poslušajo, ki so del Stefa, hočem sam reči hvala, da to delate, ker res imam tako fajn ekipo okoli sebe, ki to rihta, ureja, pripravlja, vodi in sem zelo vesel in ponosen. Sam to, to nisem nikoli prej rekel, ampak to pa vem, da poslušajo, tako da to je to. Ja, že mojca. Čakaj pa, ker smo pri basketu, ne? A Dragiša imaš ti tam tudi v ekipci, ali se vidi, da sem tako družta? Ker vem, da on z unimi, ki dela... Sini, misliš, Sini? Ja. Siniša, ja. Siniša, droben Siniša, ja. Sini. Ja, to je v bistvu ta projekt, življenje košarka je pa projekt, ki je nekako sporedno s kampom, oziroma včasih bil bolj povezavi s kampom, ker smo ga delali samo na kampu, se pravi, smo delali pač z ljudmi, ki pač potrebujejo z posebnimi potrebami in tako naprej in smo nekako njim približali košarko. Pa je pa ta projekt nekako stekel čist naprej in ga vozi Sini, čeprav seveda je nekako bratski projekt našega kampa, ampak on ga vodi med šolskim letom, kjer po različnih osnovnih pa srednjih šolah hodi pa v bistvu, se pravi, učence in skupaj, rekel, osebe oziroma ljudi, fante, punce s posebnimi potrebami imajo skupaj uro košarke, tako da se skupaj družijo s pomočjo košarke. In tak fajn projekt se na netu se lahko najde življenje košarka, tako da smo tudi veseli, ker to smo s Sinijem začela zdaj žene 7 let nazaj. Je pa res, da ono v glavnem to vodi. No. Naredimo pa poleti vedno na kampu en tako druženi skupaj z vsemi varovanci oziroma vsemi, ki sodelujejo na tem kampu in pa z vsemi, ki so iz varstveno delovnih centrov in imajo radi košarko in naredimo en tak veliko fešto. Ko weird zadeva, taka te nastram, naš dragi še danes trice nametal na finalni tekmi. Zdaj 2-1 od Rogaške je pač podaljšala. Ja. Dvajna Olimpija vodi. Ja, so pogruntali, da če grejo v zadnjo minuto z več kot 2 razlike, pol se da zmagati. Ker zdaj Olimpija je za ta zadnje 3-4 tekme ime tako za ta zadnjih 5 let se jim je vrnili vse te končnice, kao da jim gre ta zadnja noter. Res je. Jaz sem še Anzeta povsod, to je treba povedati. Pa jaz bom sam rekel, da 27. maja, da jaz eno stvar rečem, v kinoteki sem zbral en film, in se bo gledal film v kinoteki, sicer ob 11. zvečer je event na aparatu s Facebooku, zbral sem pa seveda Star Trek 4.
Tako da jaz komi čakam, tako da če koga to zanima, lahko pride. Karta je res smešno pocen. Tako da res ne 2 evra ali nekaj tazga, nek res smešen denar je. In gledaš The Voyage Home v kinu, kar se res, prav veselim se. Tako ekstra se veselim, ker je to film iz leta 84. Tako da, ampak bo še spet v kinu. Zaradi mene. Tako da to... Ja. Meni je to veš, če je to, zakaj Star Trek Beyond nismo pa dali imena No Trek 3. Že boš mogel live streamati prek Instagrama. Ja, mogoče mi res kaj naredil. Ne, ampak meni res, jaz se toliko veselim tega, res, ker ta film je res dober. Tudi če ne veš nič o Star Treku, to je proper komedija, ki se jo splača gledati. Tako da jaz res komi čakam. Drugače pa tale podcast, del mreže Apparatus, kjer tudi jaz pa Pižam delava en podcast, ki smo reče Glave. Zdaj gledamo Ameriške bogove, tako da pridite na obisk. Pridite na obisk na Ameriške bogove. Drugač pa podrobnosti imajo svoj Twitter account, podrobnosti počrtaj si, tam lahko tweetate, ali poznate Monty Python's Flying Circus, ali ne. To je to. Ne. Okay. Jaz sem hotel reči, poznate tisto epizodo. Ampak ja, Silly Walkse, super, lahko če Silly Walkse, sploh brez težav. Ogledam to, drugač pa valjda največ pomeni, če nas podprete. Dajte ima kakšen nov pič, kupati ga tole, kar imate zdaj, me ne boli več, brez veze. Ok, a bič ni več v redu. Se pravi, največ pomaga, če podprete, to je, pa naredite tako, da greste na Apparatus.si/ To mi delaj, ja. Nehamo pesati o tem, ko ni več med na tem podcastu. V glavnem. Če te citiram, šnel. Ok, adijo, sem reč adijo. Srečno. Čau. Pa ne za večno. Čau. Ok, to je to.